To so redki dogodki v Sloveniji, da katera od zvez pride do novih prostorov, so se strinjali zbrani in jim z veseljem nazdravili. Pogoji za delo so zdaj bistveno boljši. Pridobili smo novo sprejemno pisarno, potem poseben prostor za računovodkinjo, potem prostor za sekretarko, potem pa imamo prostore, kjer poteka dejavnost, to je velika dvorana. Podpredsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Vladka Škof je ob tem izrazila željo, da bi krški občini sledile tudi druge v Sloveniji. Kot rečeno, želim si samo, da bi bili vsi slovenski otroci lahko deležni te skrbi. To pa bo takrat, ko bomo pokrili celo Slovenijo z društvi, ki bodo delali zanje. Moram reči, da imamo izredno srečo v občini Krško, saj je te prostore obnovila sama občina Krško in jih nam predala v najem. V zvezi pa so kupili opremo, za katero so porabili približno 5000 evrov, vendar še ni popolna in jo bodo postopno dopolnjevali. Ja, objekt je bil dotrajen, ga treba celovito prenoviti, se pravi beljenje pode je treba bilo obnoviti, to pomeni vložek v višini 15000 evrov. Po drugi strani imamo pa to objekt, oziroma prostore, ki bodo v uporabi in tudi te osnovni stroški bodo na ta način pokriti. Poleg 4 zaposlenih v Krški zvezi prijateljev mladine, ki bo naslednje leto praznovala 60-letnico, se lahko pohvalijo s približno 250 prostovoljci. Med njihove glavne projekte sicer uvrščajo letovanje v nerezinah, organizacijo otroškega parlamenta, Evropa v šoli in številne druge.